Danes v Pomurskem dnevniku Zlati red za zasluge, krvodajalska akcija, nov lastnik, tretji javni razpis. Jutri bo večinoma jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj na posebni slovesnosti Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob 100-letnici delovanja uročil državno odlikovanje Zlati red za zasluge za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti. Odlikovanje je v imenu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije prevzel kar predsednik zveze. Vid je najpomembnejše čutilo, ki nam daje informacije o dogajanju okoli nas in s pomočjo njih lahko potem ustrezno odreagiramo, premislimo situacijo in se odzovemo. Ko se drastično zmanjša zmožnost sprejemanja vizualnih dražljajev, pa postane življenje povsem drugačno. Ob običajnih težavah se pojavi množica dodatnih problemov, ki jih je potrebno reševati, in če smo bili prej navajeni živeti zelo samostojno, nenadoma ugotovimo, kako nujno potrebujemo pomoč drugih. Zato je pogosta spremljevalka izgube vida tudi depresija, obup in hudo razočaranje. Če pa je izguba vida nastala v zgodnjem otroškem obdobju, pa so težave še fatalnejše. Zaostaja takšen otrok v mentalnem in osebnostnem razvoju. Če pa ima ustrezne, drugačne, prilagojene vzpodbude, pa je lahko ta njegov razvoj skoraj povsem normalen. Slišali smo že o zgodovini nastanka društva. Ljudje so ugotovili, da seveda moramo pomagati en drugemu, si podati roke, najti slepe in slabovidne, ki so ponavadi odrinjeni nekje na stran. Zelo veliko se jih je preživljalo z beračenjem v tistem obdobju. Ljudi je bilo potrebno napotiti do zdravnikov. Pomembno pa je bilo tudi izmenjavanje izkušenj slepih, da so po eni strani ugotovili, da niso edini s to težavo, po drugi strani pa seveda je pomembna tudi izmenjava rešitev, ki so jih drugi morda že našli, mi pa še ne. Zveza si neutrudno prizadeva olajšati in izboljšati kakovost življenja vseh slepih in slabovidnih ter omogočiti njihovo čim polnejše in neodvisno zasebno življenje, pa tudi polno vključevanje v poklicno in javno življenje. Skupno delo je pomembno tudi zato, ker mnogi ljudje imajo željo pomagati, vendar je predstava, kaj pomeni slepota, lahko zelo daleč od tistega dejanskega stanja. Zato je potrebno tem ljudem ponuditi informacije, ponuditi neke rešitve, s pomočjo katerih nam lahko pomagajo. Današnje pomembno odlikovanje si nismo zaslužili toliko mi, ki smo tukaj, kot naši predhodniki, generacije, ki so delali na tem področju pred nami. Seveda se zahvaljujem predlagateljem, da so ta trud opazili in predlagali našo zvezo za to izredno visoko čast. Hvala lepa seveda tudi gospodu predsedniku, ki je pripoznal delo naših predhodnikov in seveda ji dal to veliko težo, da smo lahko danes ponosno sprejeli odlikovanje
Slovesna vročitev odlikovanja je bila v vili Podrožnik, nekdaj imenovani Kolmanov grad, ki jo je nekdanji lastnik Robert Kolman z oporoko podaril slepim in slabovidnim. Krvodajalska akcija Vijolična kri za vse ljudi je marsikaterega nogometnega navdušenca prepričana, da je postal krvodajalec. Ob 10. ponovitvi so se zahvalili najzaslužnejšim, torej tistim, ki so poskrbeli, da je akcija postala tradicionalna. Prvi dan krvodajalske akcije pod tribunami Ljudskega vrta je pritegnil okoli 130 krvodajalcev. Pa mislim, da je to pomoč do soljudem. Danes mogoče potrebuje nekdo drug naslednji čas, tako da mislim, da je to najmanj, kar se lahko naredi za pomoč soljudem. Kot navijačica pač pomagam nekomu, ne? Ker nikoli ne vem, kdaj bom tudi mogoče jaz potrebovala kakšno pomoč, ne? Sodelavci Mariborskega centra za transfuzijsko dejavnost so svojo mobilno enoto na stadionu postavili že 10. Jaz nisem niti mislila, da bo tradicionalna ta akcija. Ne, da bomo prišli do 10. S časoma je Mojca Pepelnik postala glavna organizatorka in povezovalka sodelovanja nogometnega kluba in Rdečega križa, zato je od obeh prejela tudi posebno priznanje. Kljub temu, da je meni zelo težko darovati kri, ker me je strah, premagam to zaradi ljudi. Pa dobro, jaz sem se v življenju naučila dosti strahov premagati in ta eden od njih in verjamem, da bom, upam, spodbudila še koga, da bo naredil isti korak, kot sem ga jaz. Nogometni klub Maribor je Rdečemu križu sicer priskočil na pomoč tudi ob izbruhu epidemije, ko so humanitarni delavci pomagali večjemu številu pomoči potrebnih. Mislim, da je nogomet ena taka stvar, ki se tiče marsikoga in da smo lahko preko nogometa tudi krvodajalce povabili na to akcijo in ta akcija Vijolična kri, jaz upam, da se bo še dolgo nadaljevala. Ob nogometu in krvodajalstvu se v tej akciji povezujejo tudi generacije navijačev. V mladih letih sem bila med Violami, zdaj hčera med Violami, tako da mislim, da je to nekaj posebnega. No. Klub se res trudi, da organizira to akcijo, da prostore, tudi v bistvu neka darila da za krvodajalce, ker mislim, da tudi to malo bolj pritegne ljudi. No. Krvodajalska akcija na Ljudskem vrtu poteka še danes od 7:30 pa vse do 17. Hotel Diana na križišču Slovenske in Slomškove ulice je bil nekdaj ponos Murske Sobote. Danes je le njegova senca. Vendar pa bi lahko Diana že čez kakšno leto opisala novo zgodbo, saj bo, kot kaže po številnih zapletih, le dobila novega lastnika. Prodaja hotela Diana je v zaključnih fazah. Za ta namen je že ustanovljena tudi nova družba Hotel Diana, hotelske in turistične dejavnosti d.o.o., ki ima sedež na Slomškovi ulici 25. Zastopnik družbe pa je odvetnik Roni Kristofer Horvat. Transakcija je v teku in bi naj bila v roku meseca dni zaključena, čakajo le še na pridobitev vseh dovoljenj. Višina kupnine ostaja poslovna skrivnost, vendar pa spomnimo, da smo konec lanskega leta poročali, da bi se objekt hotela prodajal za 2 milijona evrov. Po sklenjenem poslu želi novi lastnik hotel popolnoma prenoviti in vzpostaviti hotelsko in sorodno dejavnost. Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT, po katerem se morajo samotestirati tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, je v šolah odprl nova vprašanja. Ravnatelje predvsem skrbi, kako bo z nabavo kompletov za samotestiranje, kdo jih bo nabavljal, šole ali država. Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju je že pozval oblasti, naj se zato šolam in vrtcem namenijo dodatna sredstva. Delodajalec mora pokriti stroške testov, pri čemer je očitno razbrati iz odloka, da za to delodajalec ne bo dobil dodatnih sredstev, kar bi lahko za posamezne vrtce in šole predstavljalo dodaten problem. Celo do te mere, da bi mogoče morali vrtci prenesti stroške testov na starše. Zato v sindikatu delavcev v vzgoji in izobraževanju pozivajo oblasti, naj za samotestiranje učiteljev namenijo šolam in vrtcem dodatna sredstva. Pravijo tudi, da bi bilo najbolj smiselno teste nakupovati na državni ravni, ker bi bili potem bistveno cenejši, kot če bi jih kupovala šola. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek objavilo tretji javni razpis za male kmetije. Tako je sedaj v tretjem razpisu na voljo 15,4 milijonov evrov nepovratnih sredstev. S tem javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, prag za sredstva pa bodo tako lažje dosegale tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih. Upravičenci do te podpore so majhne kmetije, ki so v letu 2021 vložile zbirno vlogo.
glede na zbirno vlogo iz letošnjega leta in imajo v upravljanju najmanj 1,5 hektara in manj kot 6 hektarjev primerljivih kmetijskih površin. Vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje 3 let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva k gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev. Kandidirajo pa lahko kmetje, ki jim še ni bila dodeljena podpora iz naslova podukrepa v prvih 2 javnih razpisih. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra letošnjega leta do 16. decembra. Jutri bo večinoma jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 21 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 20 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 21 ter v Lendavi prav tako 21 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okoli 10 stopinj, dnevne pa od 23 do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno in čez dan še nekoliko topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okoli 10 stopinj, dnevne pa do 25 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko najdete tudi na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.